Nejc Smole, novi župan Medvod. 14 novincev v občinskem svetu. 700 tisočakov za komunalne gradnje. Nova sezona razstav. Tek na Šmarno goro. Občinski kros mladih. Lepo pozdravljeni v informativni oddaji po lokalnih volitvah, ko je že znano, da bo Stanislava Žagarja po 5 mandatih, torej po kar 20 letih na delovnem mestu župana občine Medvode, zamenjal 28-letni Nejc Smole. Preden pa spregovorimo o konkretnih podatkih, pa najprej prispevek, ki je nastal v nedeljo dopoldne, ko smo 3 županske kandidate, poleg Nejca Smoleta, še Leona Marjasca in Iva Repa spremljali na volišče. Aktualni župan Stanislav Žagar pa nas je zavrnil z besedami, da mi že vemo, kdo bo zmagal in naj kar spremljamo tistega. Kandidat Slovenske demokratske stranke za župana občine Medvode, 45-letni Leon Marjasec, je na volišče v gasilni dom Spodnje Pirniče prišel ob 9. uri skupaj z ženo Aleksandro, članico nadzornega odbora občine Medvode, ki je v stekajočem mandatu ugotavljal marsikatero nepravilnost v delovanju občine Medvode. Povejte, če bi se še enkrat odločali, da greste v tale boj za župansko mesto, bi se še enkrat odločili? Ja, še enkrat bi se odločil. Mislim, da je to čisto bila ena pozitivna izkušnja, tako da ja, ni problem. In če vas vprašam, katera je bila tista glavna ugotovitev v tem mesecu dni, kar je volilni boj potekal? Težave ljudi v sami občini, problemi, s katerim se soočajo na terenu, v svoji bližini. Se mi zdi, da je treba da občina potrebuje spremembe, nove energije, nove ljudi, zato sem se tudi odločil za to kandidaturo in mislim, da sem se prav. Dobre pol ure kasneje na volišču v domu krajanov Pirniče svojo državljansko dolžnost izpolnil tudi 54-letni Ivo Rep, kandidat za župana Medvod stranke Mira Cerarja, podobno kot Marjasec, novinec v lokalni politiki. Bi se še enkrat odločili za kandidaturo? Ja, to je bila, nekako sem čutil to kot potrebo, tako kot sem povedal. Moja občina, moja dolžnost je sicer slogan stranke Mira Cerarja, ampak v tem sloganu se vidim in nekako bila je ta pravi trenutek, ta prava misel, ki me je pripravila to. Vedno bi se tako odločil. Bi bila vaša ocena delovanja občine oziroma vsega kaj drugačna, če bi vas danes vprašali ali pred mesecem dni? Ne, prav nič drugačna ne je bila. Izkušnje, težko rečem izkušnje, premalo časa sem v Pirničah, ampak te informacije sem nabiral ves čas, kar sem tukaj. Ves čas so mi ljudje pripovedovali, kako se dogaja, kaj se dogaja. Potem sem pa postal sam del tega, skozi tisto našo cesto proti šoli, vrtcu in podobne zadeve, tako da ne, odločitev je bila zrela, še preden sem stopil v stranko. In če vas sedaj vprašam, katero je bilo tisto temeljno spoznanje tega meseca dni? Da se je prijetno družiti z Medvoščani. Všeč mi je bila mirnost, uglajenost volilne kampanje. Všeč mi je bilo to, da smo županski kandidati sorazmerno na nivoju izmenjavali svoja mnenja, se predstavljali. Tak nek normalen, kulturen način, brez nekih ekscesov. 28-letni nestrankarski kandidat Nejc Smole, ki mu je podporo s svojimi podpisi dalo 586 občanov, lista Glas aktivnih Medvoščanov, Desus in Nova Slovenija, je na volišče v prostorih krajevne skupnosti Smlednik prišel ob 10. uri. V iztekujočem mandatu je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Smlednik in član občinskega sveta občine Medvode. Zagotovo bi se odločil, da grem še enkrat kandidirati, ker še vedno mislim, da je to ena stvar, ki si jo res želim, za katero res verjamem, da bi jo lahko dobro upravljal. Bi pa mogoče si želel, da recimo bi čista špica kampanje potekala nekoliko drugače, mogoče malo manj noro. Drugače pa moram reči, da je bilo kar večji del kampanje pa korekten, seveda pa pregret, kot je ponavadi pregreto ozračje tik pred samimi volitvami. Če bi vas vprašala, katero je bilo tisto najpomembnejše spoznanje tega meseca? Da je treba iti med ljudi in to čim večkrat, čim bolj pogosto,
na čim bolj različne konce. To jaz mislim, da je bila tista stvar, ki sem jo res najbolj odnesel od same volilne kampanje, torej te predstavitve, ki smo jih naredili po naši občini in šele v kontaktu z ljudmi ti resnično ugotoviš, kaj jih teži, ne. Ne bom vas vprašala, koga ste volili, ampak povejte, kdaj ste se odločili? Kaj je bilo tisto, kar je prevagalo pri vaši končni odločitvi? Koga za župana? Torej, jaz hodim vsak dan na sprehod, naredim en tak velik krog zaradi zdravja in se ustavljam potem včasih tamle v bifeju, kjer malo prediskutiramo. Seveda zdaj je bila omiljena tema, jasno, volitve, koga bi, koga ne bi. Ne. Mislim, da dosedanji župan je pač se že izpel svoje, naredil, kar je naredil. Če si predolgo, enostavno se uspavaš, nisi več. Treba pomladiti zadeve, tako kot na vseh nivojih, kaj ti na mladih svet ostane. Odločil sem že tako pred kakšnim tednom ali pa kaj takega. In kaj najbolj vpliva na tisto vašo odločitev? Kaj je to? Soočenja, volilni program, kaj je tisto, kar najbolj prevaga? Ja, dejanja pa to, kar se dogaja kaj, v teh okoliščinah trenutno. Na podlagi česa se odločate, koga potem voliti? Ja, predvsem na podlagi tega, kakšne programe so nam predstavili župani, morda tudi kaj so te dosedanji že naredili. Že dolg časa vem, kjer ga bom. Tisti, da bom mogoče majhen bolj pameten, kot sedaj. Kdaj se vi odločite, koga boste šli voliti? Na podlagi česa? Njegovih bivših del. In tako sem se tudi odločil. Mislim, jaz po svoji vesti mislim, da sem prav naredil. In tudi mislite, kjer ga mislim. V bistvu upoštevamo čisto vse, ne. Pač dosedanje delo, nove obljube, nova pričakovanja, tako da smo se na podlagi vsega odločili. No. Kdaj se vi odločite, koga voliti na volitvah? Veste že prej ali se potem odločate? Jaz se odločim že prej in to skozi držim. In potem se ne odločate na podlagi volilnih obljub, programov, to isto več ne vpliva na vašo odločitev? Ne, ker sem se že odločila in sem ga obkrožila. Poslušate kaj soočenja, spremljate? Se poslušam, pa ne vem, kva bi naredila, pa te zadnje pa poj, kar prav naredim. Tale anketa je bila težko pridobljena, saj je večina volivcev odklonila sodelovanje, čeprav nismo spraševali po konkretnih imenih. Kakorkoli do drugega kroga županskih volitev v vseh 5 mandatih doslej ni prišlo, saj je aktualni župan Stanislav Žagar vedno že v prvem krogu dobil zadostno število potrebnih glasov. Še najbolj tesno je šlo ravno pred 4 leti, ko ga je podprlo le 52% udeležencev volitev oziroma 2990 občanov. Tudi tokrat do drugega kroga ni prišlo. Le da je že v prvem krogu dobrih 56% udeležencev volilo Nejca Smoleta za novega župana občine Medvode. Rezultati, ki so najbrž tudi dokončni, se, kot pravi občinska volilna komisija, ni prejela nobenih pritožb, so torej sledeči. Nestrankarski kandidat Nejc Smole je prejel 3627 glasov ali dobrih 56% glasov vseh, ki so se udeležili nedeljskih volitev. Prav tako nestrankarski kandidat Stanislav Žagar je prejel 2224 glasov, kar pomeni dobrih 34% veljavno oddanih glasov. Leon Marjacec, kandidat Slovenske demokratske stranke, je dobil 340 glasov oziroma dobrih 5% in Ivo Rep, kandidat stranke Mira Cerarja, 223 glasov oziroma dobre 3% glasov tistih, ki so v nedeljo izkoristili svojo pravico ali dolžnost. Nejc Smole je več glasov kot aktualni župan prejel na prav vseh 9 voliščih v prvi volilni enoti, ki obsega krajevno skupnost Bilje, Smledniki in Pirniče. Največja razlika je bila na volišču v Hrašah, saj je Žagarja volilo le 7, Smoleta pa 208 občanov oziroma skoraj 97% vseh Hrašanov na volišču. Kar je morda odraz tudi tega, da je Žagar na soočanju priznal, da v občinskem prostorskem načrtu še vedno načrtuje tudi turistično-tehnološki park in to kljub temu, da ni sklical zbora krajanov, na katerem bi se ti opredelili,
ali ga želijo v svoji okolici ali ne. Ocenili so namreč, da gre preprosto zgolj za dirkališče. Žagar je več glasov, kot Smole, prejel le na 2 voliščih v občinski stavbi, torej središču Medvod, od skupaj 5 na področju 2. volilne enote, ki obsega krajevni skupnosti Medvode in Senica, in na enem od 2 volišč v osnovni šoli Preska oziroma na enem od 8 volišč v 3. volilni enoti, ki obsega še preostalih 6 krajevnih in 2 vaški skupnosti. Nejc Smole je na prve neuradne rezultate čakal v gostilni Bencak, skupaj s skupino prostovoljcev, ki mu je pomagala pri volilni kampanji, skupaj z nestrankarsko listo Glas aktivnih Medvoščanov in ostalimi podporniki, tudi tistimi, ki so ga javno podprli. Predlagatelj kandidature je bil Lado Vidmar in skupina volivcev. Ne bo me razočaral, toliko sem 100%, kot sem bil 100% na zmago na volitvah, in mu želim veliko sreče, vam pa veliko mišic, da bomo skupaj pomagali, da bo ta program uresničil. Zato Nejc, na zdravje. In ko so bili ob 21. uri rezultati že toliko jasni, da dvoma ni bilo, mu je prišel čestitati tudi njegov protikandidat Leon Marjasec. Mi pa smo ga pričakali v studiu, da poda prvo izjavo za naše gledalce. Tale trenutni rezultat je pravzaprav poplačilo teze, da če se želi delati skupaj, če se želi delati z neko vizijo, da ljudje to tudi podprejo. In ko sedaj že veste, kdaj nastopite delovno mesto župana? No, mislim, da to bodo morali še povedati, kako točno tukaj gre. V občini Medvode do sedaj še ni bilo primopredaje županskih poslov, ampak prepričan sem, da bomo to naredili tako, kot je treba, tudi v eni korektni maniri. Potem pa ja, tako kot pravite, potem pa zavihati rokave in upravičiti to zaupanje, ki so ga danes občani izkazali. Jaz moram še enkrat reči iskrena hvala vsem, ki ste se odločili in me prišli podpreti. Hvala za vso podporo, ki ste mi jo dajali tekom volilne kampanje. Moja naloga pa bo, da tudi tiste, ki mi danes svojega glasu niste zaupali, prepričam v naslednjih 4 letih, da znam korektno in z enim nivojem na nivoju voditi občino Medvode. Imate kakšen občutek, kakšen občinski svet boste dobili? Glede na to, da so vsi obljubljali zelo konstruktivno delo, 10 prioritet, brez težav jih bodo sestavili, verjamete v to? Ja, verjamem, zato ker sem videl, kdo kandidira za občinski svet in mislim, da ne bo težave v sodelovanju. No, če bodo le ostali svetniki želeli sodelovati, moja roka bo vedno odprta za to, da skupaj peljemo projekte in imam en tak dober občutek. Seveda pa leta pred nami niso lahka, potrebno bo odločiti se tudi za neprijetne odločitve, torej sredstev najbrž bo nekaj manj in temu primerno bo potem tudi sledilo, ampak sem prepričan, če dvignemo energijo Medvodam, potem bomo tudi nadoknadili tisti malček manjka denarja, ki je. Potem se je Nejc Smole odpravil še na Stari grad, kjer se je rajanje in nazdravljanje v veliki množici še nadaljevalo. Ponovil je nekatere zaobljube in zbrane pozval, da pomagajo in sodelujejo tudi v prihodnje, saj je pred njimi težko obdobje. Od skupaj 12.968 volilnih upravičencev se jih je nedeljskih lokalnih volitev udeležila slaba polovica. Najboljša volilna udeležba je bila prav na vseh voliščih v prvi volilni enoti. Najboljša na manjšem volišču v Kempu Dragočajna, več kot 70%, najnižja pa na obeh voliščih v občinski stavbi, komaj 33%. Sledi odgovor na vprašanje, kakšen občinski svet bomo imeli. V tem trenutku je jasno predvsem, da bo zelo obnovljen. Od 23 članov občinskega sveta jih je ponovno kandidiralo 20 in kar polovica njih s ponovno kandidaturo ni uspela. Glede na to, da je bil tudi Nejc Smole izvoljen za župana in da ga bo v občinskem svetu nadomestil sledeči iz liste, bo v občinskem svetu sedelo kar 14 novincev. Kar 5 iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, ki je ves ta čas veljala za listo odhajajočega župana Stanislava Žagarja, s 5 mandati pa se ponaša tudi lista Glas aktivnih Medvoščanov, s katere je tudi prihajajoči župan Nejc Smole.
Če ne bo prišlo do še kakšnega preobrata, pa ne kaže tako, velja, da je od 20 v zadnjem mandatu prekaljenih občinskih svetnikov, ki so še enkrat kandidirali, ponovno izvoljenih le 10. V imenu Slovenske ljudske stranke v občinskem svetu ostaja Štefan Čebašek, v imenu Zelene koalicije pa ponovno Dragan Đukić. Tudi Socialnim demokratom je ponovno uspelo pridobiti le en sedež, ki pa ga bo zasedel novinec Gorazd Šturm. V imenu Nove Slovenije bosta tudi v tem mandatu Stanko Okoliš in Mirko Javoršek in v imenu Desusa Zvonka Hočevar in Franc Šušteršič. Iz vrst doslej najmočnejše stranke s 5 mandati Slovenske demokratske stranke ostajale Saša Rožič in Roman Robas, pridružuje pa se jim novinec Leon Marjasec. Presenetljivo dobro pa se je vendarle odrezala stranka Mira Cerarja, ki je uspelo pridobiti 3 mandate, v vsaki volilni enoti po enega. Poleg že preizkušene svetnice v predprejšnjem mandatu Alenke Žavbi-Kunaver še 2 novinca v politiki nasploh, Luko Kajtna in Iztoka Krasnika, ki bo najstarejši član občinskega sveta. Na Združeni listi Glas aktivnih Medvoščanov sta od stare zasedbe izvoljena Darinka Varovšek in Nejc Smole, ki pa bo kot izvoljeni župan to mesto prepustil novincu Anžetu Šilerju. Novinci iz te nestrankarske liste, ki je sicer uspelo pridobiti kar 5 mandatov, pa so še Cvetka Židan Valjavec, Ladislav Vidmar in Vito Klavora, ki bo najmlajši član občinskega sveta. Iz stare sestave nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode pa v novi sestavi ne ostaja prav nihče. Še Leopoldu Knezu je s 47 preferenčnimi glasovi štrene zmešal Stanislav Ulanec. Novinci na tej listi pa so še Sašo Šulc, Mojca Jeraj, Matejko Trampuš in Katarina Galov. Ko smo že pri preferenčnih glasovih, največ jih je prejel Nejc Smole, kar 232, Sašo Šulc 148, Alenka Žavbi-Kunaver 135 in Leon Marjasec 126. Potem, ko je svoje dodal količnik po Dihontu in ostanki glasov po Harjevem količniku, pa dobimo končno podobo občinskega sveta. In dejstvo je, da včasih to niso tisti, ki bi dobili tudi največ naših glasov. To je past razdelitve občine na 3 volilne enote in proporcionalnega sistema. Volimo liste kandidatov in ne posameznih imen. Podobno zmedeni so bili lahko volivci tudi v posameznih krajevnih skupnostih, ki so prav tako razdeljene na posamezne volilne enote. V 3 pa se je celo zgodilo, da predlaganih kandidatov sploh ni bilo toliko, kot bi jih bilo potrebno za popolni svet. Kot pa pravi Martina Hren, predsednica občinske volilne komisije, so sami svojo nalogo opravili in da zato kakšnih posebnih navodil, kako ravnati v tem primeru, ne bo. Dejstvo namreč je, da so kljub nepopolni sestavi tudi sveti teh 3 krajevnih skupnosti sklepčni. Na soočenju pred dobrim tednom dni je župan Stanislav Žagar napovedal za danes slavnostno odprtje novega vrtca v Pirničah. Kot pa izgleda, se je očitno pod vtisom lokalnih volitev namera izpridila. Razlog neodzivnost župana v odhodu. Ta si je dal celo ukiniti svoj naslov elektronske pošte. Tako da odgovora, zakaj slavnostnega odprtja ni, nismo dobili. Dejstvo pa je, da so se tik pred volitvami začeli 2 večji investiciji. Projekt rekonstrukcija dela Medvoške ceste v središču Medvod in izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti od mostu čez Savo do nogometnega igrišča pri osnovni šoli Smlednik. Skratka, skorajda 700 000 evrov je zapečatenih. V sklopu projekta rekonstrukcija dela Medvoške ceste se bo izvedla sanacija ceste od mostu čez Soro mimo trgovskega centra čez podvoz pod državno cesto do konca križišča oziroma do nogometnega igrišča. Načrtovana je menjava robnikov, izgradnja parkirišč ob bodoči tržnici, obnova pločnika na južni strani ceste, izgradnja novega hodnika za pešce na severni strani ceste in posodobitev javne razsvetljave. Korigirali pa bodo tudi nagib vozišča v križišču Medvoške in ceste komandanta Staneta in ga preplastili.
Sočasno se bo izvedla tudi izgradnja vodovoda na Medvoški cesti. Predvidena je krožna povezava vodovoda z Donove ceste po Medvoški do obstoječega na cesti komandanta Staneta. S tem bi zagotovili požarno varnost ob Medvoški cesti, omogočili priklop pitne vode na bodoči tržnici in zagotovili boljšo in manj moteno oskrbo. V sklopu te investicije bodo rekonstruirali tudi del ceste Medvode-Varje pri Donitu, kar vključuje izgradnjo pločnika po desni strani ceste, prestavitev njene trase v levo stran, s čimer se bo popravila krivina. Sočasno z rekonstrukcijo ceste pa se bo obnovil tudi vodovod. V postopku javnega naročanja je bil izbran izvajalec podjetje družine Kovač Prenova gradbeniki Stanežič. Pogodbena vrednost del, ki naj bi bila izvedena v roku 70 dni, znaša dobrih 557 000 evrov. Sredstva so postrgali iz 4 proračunskih postavk. Kot so v teh dneh poročali številni mediji, je res. Namesto službo se je ta torek župan v odhodu Stanislav Žagar odpravil na okrožno sodišče v Ljubljani. Pa vendarle ne zaradi tega, kot so napačno navajali, ker bi bil osumljen zlorabe uradnega položaja zaradi 2 večdnevnih ekskurzij na Irsko in v Španijo pred 7 oziroma 6 leti, ki jih je organiziral odbor za kmetijstvo in se jih je tudi sam udeležil. Ampak za 2 enodnevna izleta občinskih svetnikov, odbornikov in drugih povabljencev na Dunaj in v Benetke. Za znesek 4,5 gre. Očitno so odgovorni v prvem primeru precenili, da je ogled prireje inčunov v morjih Španije in pridelava viskija na Irskem strokovna, v primeru svetniških ekskurzij pa izletniška zadeva. Oktober, mesec požarne varnosti, tudi v našo občino prinaša niz preventivnih akcij in gasilskih vaj. Ena večjih je bila organizirana danes v tovarni Helios obrat Kolor v Preski, ki je zaradi velike obremenjenosti podjetja s požarno nevarnimi snovmi oziroma z vnetljivimi tekočinami zgledno skrbijo za redno in organizirano delo na področju požarne varnosti zaposlenih v podjetju. Gasilska vaja v proizvodnem objektu je plod sodelovanja Občinske gasilske zveze in tovarne Helios obrat Kolor v Preski, katere vodstvo poleg stalnih dnevnih obhodov redno skrbi tudi za preventivno gasilsko znanje zaposlenih. Pomembno je, da zaposleni na delovnem mestu znajo takoj odreagirati. Se pravi, ali pogasiti začeten požar, ker s tem je potem preprečena večja škoda, če se požar pogasti gasilce na delovnem mestu, in naša politika je, da vedno zna vsak delavec na delovnem mestu vsaj tisti osnoven gasilen aparat aktivirati in pogasiti začetni požar. Zainteresirani smo tudi gasilci iz Medvod, da pridemo v tovarno na vajo, ker s tem spoznavamo in področje tovarne in nevarnosti v tovarni. Vsako leto je vaja na drugi objekt z drugimi novimi nevarnostmi in tako se izobražujemo in treniramo. Skupna gasilska vaja je potekala v skladu z letošnjo osrednjo tematiko Meseca požarne varnosti, ki je posvečena ljudem s posebnimi potrebami in poteka pod geslom Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi. Definitivno je tudi današnja vaja povezana z mesecem požarne varnosti. To se pravi, vodstvo tovarne Helios obrat Kolor v Preski zdaj že kar zadnjih nekaj let skrbi, da se srečamo na temo področju gasilci iz Heliosa in pa medvoški gasilci, saj nam je v končni fazi usojeno, da če do nečesa pride, da delamo skupaj. Mokro suha gasilska vaja je potekala z vsemi razvitimi napadi ter obvezno uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Zagorelo je v obratu prah. Zaradi poškodbe na stroju je prišlo do iskre in vžiga nekih snovi, gorljivih snovi, ki so se nahajale v okolici. Prišlo je tudi do vzbuha in zaradi tega sta bila poškodovana 2 delavca. Nujna je bila uporaba nizkega tlaka in ročnikov za vodno prho, napadalne skupine pa so morale upoštevati morebitno poškodovanost konstrukcijskih delov zaradi predhodne prašne eksplozije.
Iz naše občine je sodelovalo 7 gasilskih vozil in pa 31 gasilcev. Sodelovali so gasilci iz vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev in pa del vodstva Gasilske zveze Medvode. Iz same tovarne Helios Color je sodelovalo 1 vozilo iz obrata Helios Color in pa še 2 vozila iz Centra požarne varnosti Domžale Količevo. Pomoč zaposlenih pri sami izvedbi vaje je bila pričakovana, sicer pa kar preko 2000 požarov na objektih letno beležimo v Sloveniji. V njih se poškoduje preko 100 oseb, do 15 jih zaradi požarov tudi umre. To so številke, ki kažejo na velik pomen požarne preventive. Zelo pomembno pa je, da nam ljudi ne ostaje noter, oziroma da ni še kakšnih večjih posledic, da ljudje vejo, da se morajo v znaku alarma evakuirati iz vseh objektov praktično. V soboto 17. oktobra bo Gasilska zveza Medvode nadaljevala s svojimi preventivnimi aktivnostmi. Pred trgovskim centrom bo potekal preventivni dan, kjer bodo gasilci poskrbeli za poučen prikaz preventivnih aktivnosti v primeru požara v domačem okolju. Do konca meseca pa se bodo zvrstili še dnevi odprtih vrat in osrednja vaja Gasilske zveze Medvode. 26. avgusta je minilo 200 let od rojstva genialnega rojaka, izumitelja Janeza Puharja. Kdo je to, se sprašujete? No, potem je razstava z naslovom Od Kranja do Dovjega, ki v mesecu oktobru gostuje na osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku, kot naročena za vas. Janez Puhar, rojen v Kranju, po poklicu duhovnik, je prvi slovenski fotograf in izumitelj fotografije na steklo ali svetlopisa, kot je izum sam poimenoval. Leta 1842 je le 3 leta po izumu fotografije zapisal Kranj in Slovenijo na svetovni zemljevid razvoja fotografske umetnosti. Pobudnica razstave, ki gostuje v osnovni šoli v Smledniku, je daljna sorodnica Janeza Puharja, ki jo je zmotilo prav dejstvo, da po 200 letih večina Slovencev Janeza Puharja pravzaprav sploh ne pozna. Že na leta sem bila žalostna, ker se je premalo o Janezu Puharju vedelo, tudi v Kranju, kjer je bil doma, celo nagrobnega obeležja ni imel. Tako da, ko se je bližala 200-letnica rojstva, letos, leta 2014, namreč praznujemo 200 let, odkar se je rodil, se je porodila ideja, da bi naredili en večji projekt, s katerim bi tega genialnega rojaka spromovirali. Tako je nastala ideja o Puharjevem letu, celoletnem vseslovenskem projektu. Do sedaj se je zvrstila že cela vrsta dogodkov širom Slovenije, eden od osrednjih delov projekta pa je prav potujoča razstava Janeza Puharja Od Kranja do Dovjega. Ideja za to razstavo je pa nastala tako, da ko sem pri poglobljenem študiju njegovega življenja nekega dne preštela, v koliko krajih je bil, njega je namreč cerkvena oblast kar pogosto selila, sem ugotovila, da jih je bilo ravno 12. No in potem je prešinila, da bi bilo luštno, če popeljemo to razstavo po njegovi poti. Razstava je pregled izumiteljevega življenja, talentov in dosežkov ter njegove dediščine, ki jo dopolnjuje fotografski pogled na svet članov fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Potuje po sledeh Puharjeve življenjske poti, postaja v Smledniku, kjer je kot duhovnik deloval leta 1862, pa je 10. po vrsti. Razstava se nato novembra seli še v Kamnik in svojo pot zaključuje v Dovjem, kjer je Puhar poslednjič opravljal službo kaplana. Povemo, da je bil prvi slovenski fotograf, da je izumil fotografijo na steklo, da je potem dobil priznanje in na Dunaju in v Parizu, da je s svojimi čudovitimi mojstrovinami gostoval na 3 svetovnih razstavah tedanjih tehničnih dosežkov. Nekaj pa povemo tudi o drugih talentih, bil je namreč kot en, ne se reče, slovenski Da Vinci, bil je resnično znanstvenik, zanimal se je za vse naravoslovne znanosti, govoril je 10 jezikov. Razstava bo dobrodošel učni dodatek tudi za smleške osnovnošolce, ki so se tokrat izkazali s kulturnim programom ob otvoritvi. Do konca oktobra pa bodo vrata šole odprta tudi za vse občane. Ja, vsekakor se bodo vsi učenci ogledali, tudi pod vodstvom v okviru tehničnega pouka, bo imeli priložnost se ogledati to razstavo, dobiti tudi kakšno razlago. Upam, da je tudi za kraj prav pride, starši bodo prišli na govorilne ure, se bodo tudi lahko ogledali razstavo.
Mislim, da je prav, da smo pač, da gostimo takele razstave, kajti vidim, da Slovenci še vedno lahko kaj izvemo iz svoje zgodovine. Jaz ga dejansko, ne poznam, ampak spremljam ga že od mladosti, kajti sem živel v družini samih fotografov, od dedka, očeta, mame, strica in pa to je bilo skozi prisotno. Krasno, da je to v Medvodah, da tudi Medvoščani vidijo, da je v bližini nas bil en svetovni mojster, ki se je lahko skoraj primerjal z Michelangelom. Zahvaljujoč vsem dogodkom v letošnjem letu, ki so se in ki se še bodo zvrstili, bo tako verjetno ostal le še malo kdo, ki ne bi prepoznal Puharjevega dela in zapuščine. V pestro kulturno jesen so vstopili člani Kuda Jarem z razstavo slikarskih in rezbarskih del v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Že naslov razstave Bahusovo žuborenje namiguje na tokratno motiviko, ki se je vrtela okrog vina in vinske trte. Glavnina del je nastala na likovni koloniji konec septembra, kjer je ustvarjalo 18 likovnikov, sicer članov Kudov Jarem in Zbilje, nekaj pa je bilo tudi gostov od drugod. To je tematika, ki je zelo hvaležna, čeprav ni lahka, vendar hvaležna. Polna idej lahko, kot vidite na razstavi, imamo od Bahusa do Bahusovega veselja, do trte, do vinogradov in to v različnih tehnikah, tako slikarskih kot rezbarskih in tudi zanimivo, kako so delale pletilje, kakšne čudovite izdelke trte in grozdja. Jesen je z vso svojo motiviko sicer hvaležen letni čas za vse slikarske navdušence, poudarjajo v Kudu Jarem. Barve jesenske, čeprav to ni več taka jesen, ki so bile včasih, to nam spodbudi strast do slikanja, do fantazije, fantaziramo o raznih stvarih, lahko od vesolja do realnih stvari, do živali, do ljudi, skratka spodbuja nam misli in delamo z lahkoto, skratka prav neka energija veje iz jeseni in deluje na nas slikarje. Dobršen del umetnin so predstavljale rezbarije zakoncev Šmid, ki iz lesa ustvarjata že zadnjih 7 let. Povejte, je jesen oziroma vino ob tem primeru dober navdih za rezbarjenje in za ustvarjanje iz lesa? Ja, zakaj pa ne? Saj so tudi vinske kleti opremljene s tem, recimo na sodih je izrezljano grozdje, grozdne jagode, potem listi vinske trte, razne stvari, da se veliko narediti, ne? Paše, seveda. Povejte mi še tole, ustvarjata oba dva skupaj, se dopolnjujeta, imata ločena dela, ločeno razdelitev, kako je s tem? Ja, ne, na začetku sva nekaj skupnega naredila, potlej sva pa začela vsak svoje delo. Ja. Navdih pa dajeva en drugemu, pa tudi dopolnjujeva se, en drugemu pogledava, pa vidimo, pa če kaj narobe, svetujeva ti to, pa da se popravlja tako, ker zmeraj vsega navidiš sam. Del programa ob otvoritvi razstave je bil tudi ogled izsekov iz dokumentarnega filma o dolenjski pokrajini z mislimi Toneta Pavčka, ki je oboževal vinorodna območja Dolenjske. Manjkala ni niti zdravica s kapljico Aljaževega vina, tokrat le kot ideja, želja Kuda Jarem pa je razviti tudi pravo znamko Aljaževega vina. In to potem spraviti kot prezentativno vino v tej hiši, v hiši Jakoba Aljaža, ki se bo ponujal obiskovalcem in ki ga lahko tudi občina da za darilo marsikomu. To je čudovito lahko darilo za partnerja občini Medvode. To pa ni zadnja razstava Kuda Jarem v tej jeseni. V rojstni hiši Jakoba Aljaža pripravljajo še 2, ter eno v jedru v Medvodah, aktivni pa bosta tudi filmska ter literarna sekcija. V soboto so s 35. izvedbo teka na Šmarno goro gorski tekači zaključili svetovni in slovenski pokal. Tokratna zmagovalca sta postala Petro Mamu iz Eritreje in Avstrijka Andreja Majer, ki si je že v začetku teka zvila gleženj, a vseeno nadaljevala s tekom, na koncu pa celo izboljšala dolgoletni ženski rekord proge.
Na sončno sobotno dopoldne se je v Tacnu zbralo skoraj 190 tekačev in tekačic iz približno 10 držav. Hkrati sta s tekom na Šmarno goro potekali še finalni tekmi slovenskega in svetovnega pokala. Mislim, da je bilo vse v redu, mislim, da je vse potekalo po nekih predvidevanjih. V 35 letih smo zadevo spravili na nivo neke rutine, organizatorji smo več ali manj vsa leta isti, saj recimo zadnjih 20 let, tako da razen kakšnega žleda nas težko še kaj preseneti. Tekmovalci so se pomerili v 14 kategorijah, od najmlajših deklic in dečkov do veteranov. V absolutni konkurenci je sekundo pod 42 minutami slavil Eritrejec Petro Mamu, ki se je tekme udeležil prvič. Drugo mesto si je pritekel Švicar David Schneider, tretje pa Italijan Alex Baldacini. Takšna je bila tudi končna razvrstitev svetovnega pokala, sestavljenega iz 6 tekov. Najboljši Slovenec je bil s 5. mestom Mitja Kosovel. Thank you. And Fragile is a very nice race because I making some races or many races in Europe, but today is this race is very nice because it is many road is flat and long, now long, but for me is easy. I am very happy because this race is last race finally World Cup Grand Prix. So I think and I hope record world champion for Grand Prix. I think me, so that is for me is very nice. Še bolj razborljivo je bilo v ženski konkurenci, kjer je 3. mesto osvojila lanska zmagovalka Italijanka Alice Gadži, drugo pa najboljša slovenska gorska tekačica Mateja Kosovel. Za obe je bila odločno prehitra letošnja svetovna in evropska prvakinja ter zmagovalka skupnega seštevka v svetovnem pokalu, Avstrijka Andreja Majer. I'm really quite satisfied today. It's the end of the season and the season has been very long and I'm happy that it's over now, but of course I'm also very, very happy that I did it with this result and to break the record at the last race, it's a wonderful feeling. Že po polovici proge je bilo opaziti veliko prednost Avstrijke pred zasledovalkami, ki jo je do konca proge še stopnjevala in za 42 sekund izboljšala rekord, ki si ga je predtem lastila Mateja Kosovel. Tako kot sem prej rekel, pri moških bi se upal staviti 50-50, da bo rekord padal, ker ta Eritrejec, ki je danes zmagal, je res dober, bil je svetovni prvak pred 2 letoma, letos nepremagljiv tekom sezone, je pa utrujen po dolgi sezoni in pač niso bili pogoji. Tudi ta proga po žledu je precej spremenjena, tako da je ta rezultat kar realen. Pri ženskah pa bi si upal staviti za mojo desno roko, recimo, da bo Andreja Majer, ki je letos postala in svetovna in evropska prvakinja, da bi bo uspela izboljšati rekord in dejansko ga je izboljšala, mislim, da dobre pol minute, kar je nekje v mejah pričakovanega tudi. This record today was not that easy because the first uphill part was very good for me and then there came the downhill and in the first minute of the downhill I twisted my ankle and then it hurt a lot and for about 1 minute I couldn't really step on it. Yeah, and oh shit, but yeah, then I had to run a bit slower at the downhill but then the uphill always goes also if you feel some hurt, it always goes easier because it's not that fast and also that it is a competition with all this adrenaline and so it makes it go easier. Yeah. Med voščani tokrat nismo imeli veliko predstavnikov, na 19. mestu med člani je tek na Šmarno goro zaključil Matic Plaznik. V kategoriji starejših dečkov si je drugo mesto pritekel Tine Hren, s tem pa osvojil tudi končno drugo mesto v slovenskem pokalu. Lucija Šušteršič je v kategoriji starejših deklic osvojila 5. mesto in končno 3. mesto v slovenskem pokalu. Neja Kršinar, ki v soboto sicer ni tekmovala, pa je med članicami v končnem seštevku slovenskega pokala osvojila 3. mesto. V torek je na kriket igrišču ob osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku potekal šolski kros. Tekaško tekmovanje, ki vsako leto v pričetku šolskega leta v Smlednik privabi nekaj 100 otrok iz občin Medvode in Vodice. Letos se jih je pomerilo več kot 350.
To je že drugo tekaško tekmovanje v začetku jeseni, ki ga je gostila osnovna šola Simona Jenka Smlednik. Po uspešni izvedbi 15. državnega prvenstva v gorskih tekih za osnovne in srednje šole so gostili še več kot 500 otrok na šolskem krosu. Sicer se sedaj vidi, da je vse pod kontrolo, ampak to, da smo delali od 7:30 zjutraj do 2, po cel razred učencev. Zato je, zaradi njih. Mi sami odrasli ne bi tega zmogli. Tudi tokrat so v pripravo tekmovanja vključili vse tiste osnovnošolce, ki se niso preizkusili na tekmovanju kot tekači in jih tako spodbudili k aktivaciji in sodelovanju pri izvedbi tekmovanja. Z velikim veseljem so tudi pomagali, če pogledamo tale travnik. Vse so pograbili, vse odvozili, počistili. Otroci so res fenomenalni, samo morajo vedeti, za kakšen cilj delajo. Poleg domače osnovne šole so se tekmovanja udeležile še vse preostale medvoške šole, Preska, Pirniče, Medvode in podružnična osnovna šola Sora, iz sosednje občine pa še osnovna šola Vodice. Vsakega otroka, punčko, fantka, ki sem prišel, je to že ena svojevrstna zmaga. Vsak, ki se prijavi, se znajde pred enim izzivom, pred tremo, pred malo organizacijo, taktiko, kako bo nastopil, kako bo upravil nastop in vsak, ki je kle, tako jih mi učimo, je na svoj način že zmagovalc. Da je ta stres prenesel, da je celo zadevo dobro spelo, to je pa tudi glavna tista dobra plat športa, da nas uči življenja, da nam daje izkušnje. Življenja, ki ga živimo, vsekako teku ni naklonjen. Fino pa je, če otroci posebej skozi kros nekako hranijo ta stik pravzaprav s fizično naravo. In zato upam, da nam bo uspevalo še naprej, pa da se bodo ljudje vendarle od računalnikov, predvsem tudi otroci, nekako odvrnili pa skušali še kaj v naravi narediti zase. Osnovnošolci so se pomerili med seboj po razredih. Največ zlatih medalj sta osvojili osnovna šola Preska z 9 in osnovna šola Pirniče s 6. Tudi skupno so največ medalj osvojili Preščani, kar 25, 8 Pirničani, po 7 pa otroci iz osnovnih šol Vodice, Smlednik in Medvode. Za zmago je bilo težko? Ja, na koncu. Povej, zakaj kros ti je všeč bolj mogoče kot atletske discipline? V bistvu mi ni glih bolj všeč, sam sem tu dober v krosu. Zakaj si se torej odločil, da se preizkusiš? Učitelj mi je rekel, da bi mogoče probal, pa sem probal. Sem šel. Ja, malo je bilo naporno, ker sem zbolela, ampak vse je šlo. To sem vzela tako bolj za trening, zato ker sem že 9 let tukaj in sem se že malo navadila. In kaj treniraš? Atletika. Povej, kros ti je všeč, zakaj ja oziroma zakaj ne? Ja, kros mi je všeč, zato ker tečeš po naravi, lepo je, vidiš veliko novih stvari, všeč mi je. Čestitke za zmago, je bilo težko? Ja, je bilo kar naporno, ja. Konkurenca močna? Ja, je bila, sicer je bila lam boljša. Povej mi še ti, zakaj ti je všeč ali pa mogoče ne kros? Ja, ni mi všeč, ker sem boljši za kratke razdalje. Všeč pa mi je zato, ker sem vsem zmer prvi. Nekaterim je všeč, drugim ne, a kros je v vsakem primeru prava izbira. Najboljši so poleg medalj prejeli še pravico do nastopa na regionalnem prvenstvu, vsaj delček preostalih pa se bo verjetno še kdaj preizkusil v teku v naravi. To pa je gotovo še najbolj dragocena zmaga. Smučarji tekači so se pomerili na letošnji zadnji rolkarski tekmi v Dolu, kjer so Medvoščani posegli po najvišjih uvrstitvah. Ana Marija Lampič je zmagala med članicami, druga je bila Anja Žavbi-Kunaver, Janez Lampič je zmagal med člani, Saša Žavbi-Kunaver je bila druga med mlajšimi mladinkami, Ana Lucija Jezeršek in Zala Jenko pa sta bili najhitrejši na sprintu med starejšimi oziroma mlajšimi deklicami. Znani pa so tudi že končni izidi poletnega pokala v teku na tekaških rolkah. Zala Jenko je zmagala med mlajšimi deklicami, Ana Lucija Jezeršek je bila tretja med starejšimi deklicami, sestri Anja in Nina Žavbi-Kunaver sta osvojili prvo in tretje mesto med članicami, Janez Lampič in Rok Tršan pa prvo in tretje mesto med člani.
Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je minuli vikend na domači zelenici z 1-0 premagala ekipo iz Kočevja. Selekciji U19 in U17 sta gostovali v Šmartnem. U19 je tekmo izgubila s kar 18-0, U17 pa je gostitelje premagala z rezultatom 0-2. Starejši dečki so na domačem igrišču ostali brez točk, mlajši dečki so v gosteh remizirali proti Komendi, selekcija U9 pa je na domačem turnirju osvojila 4 točke. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano 4. kolo. Hidro je v prvi B ligi zmagal v Trbovljah, Medvode so v 3. ligi Zahod zmagale v Škofji Loki, ženska ekipa Medvod je v 2. ligi Zahod izgubila na domačem kegljišču, uspešna na tekmovanju Ljubljanske lige pa sta bila oba medvoška predstavnika, Hidro 2 in Medvode 2. V Preski je voznik, ki je zakrivil prometno nesrečo z materialno škodo, po dejanju pobegnil, vendar so ga naknadno izsledili. V Zbiljah so policisti obravnavali kaznivo dejanje tatvine, v Žlebah pa je nek zlikovec poskusil vlomiti v hišo, vendar mu to ni uspelo. V Medvodah je nekdo poškodoval tujo stvar, v Smledniku pa je znani storilec kradel v trgovini in vlomil v neko uto, tako da kazensko ovadbo lahko pričakuje v kratkem. V Pirničah je nek nasilnež zganjal teror nad svojo družino, zato so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Policistom je nekdo naznanil tudi kršitev volilnega molka. V Rakovniku je mladoletnik kršil javni red in mir in bo prejel obdolžilni predlog. Dobro novico pa imajo medvoški policisti za lastnika kolesa belo-sive barve Genesis Sigma, saj so ga našli na Seničici, kjer je trenutno tudi v hrambi. Za danes je to vse iz informativnega uredništva televizije Medvode. Izkoristite toplo in sončno jesen in se vidimo čez teden dni.